Dobro, predlagam, da pričnemo. No, ura je namreč točno 3. Pozdravljeni na 5. redni seji občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Za sejo smo prijeli eno opravičilo. Gospod Boris Kajžer se je opravičil. 2 zamudi sta napovedani, tudi 2 še prideta. In po točko 1 torej ugotavljamo sklepčnost. 18 vas je prisotnih in ugotavljam, da je občinski svet sklepčen in lahko prične z rednim delom. Po točko 2 predlagam dnevni red, potrditev dnevnega reda današnje 5. redne seje. Kot sklicatelj in predlagatelj dnevnega reda nimam kakršnikoli predlogov za spremembe in odpiram razpravo torej k sklepu o potrditvi dnevnega reda. Prosim za razpravo. Če ni razpravljavcev, predlagam torej sklep, ki se glasi: Občinski svet potrjuje predlagani dnevni red 5. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 19 za, glede na prisotnost je to soglasno. Točka 2, torej imamo potrjen dnevni red. 3. točka, obravnava in potrditev zapisnika 4. prejšnje redne seje. Ta zapisnik ste prijeli s sklicom današnje seje v pisni obliki in odpiram razpravo k potrditvenemu sklepu za torej zapisnik. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet potrjuje zapisnik 4. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 19 za, soglasno. Potem je 4. točka poročila in drugi dokumenti. Tu so 4 podtočke, poročilo izvrševanja sklepov, poročilo o uporabi sredstev svetniških skupin, poročilo o stanju aktivnosti za gradnjo 3. razvojne osi Sever ter pojasnila o zadevi možnosti modernizacije in reorganizacije upravnih enot. Vsa ta poročila ki so torej v pisni obliki in odpiram razpravo k seznanitvenim sklepom k tem poročilom. Prosim, gospod Vrhovnik. Lep pozdrav vsem. Mene zanima, k tistemu poročilu o 3. razvojni osi ni razvidno iz dokumenta, na kateri datum je bilo to poročilo pripravljeno in kdo ga je pripravil. Nihče ni podpisan namreč po tisto poročilo. Hvala. Hvala. Ja, bomo to dopolnili z uradno verzijo tega poročila. Poročilo je pripravila družba DARS, datum pa je na dan sveta Koroške regije. Bomo to izbrskali, kdaj je bil točno datum sveta Koroške regije in v tem smislu to poročilo s tema 2 manjkajočima podatkoma dopolnili. Še kakšna razprava pri 4. točki? Če ne, imamo pod podtočkah potem sklepe, pa če pričnemo za točko 4.1. Se glasi sklep, predlog sklepa: Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom izvrševanja sklepov iz 4. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? 19 za, soglasno. 4.2. Poročila o uporabi sredstev svetniških skupin. Predlog sklepa: Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročili o uporabi sredstev svetniških skupin v letu 2022. Kdo je za? 19 za. Poročilo o stanju aktivnosti za gradnjo 3. razvojne osi Sever z tema 2 dopolnitvama. Predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o stanju aktivnosti za gradnjo 3. razvojne osi Sever. Kdo je za? 19 za ter 4.4. Predlog sklepa: Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s pojasnili v zadevi možnosti modernizacije in reorganizacije upravnih enot. Kdo je za? 19 za. Mi smo prišli na 5. točko dnevnega reda, to so odgovori na vprašanja in pobude 4. redne seje občinskega sveta. Ti odgovori so torej seveda v pisni obliki in odpiram razpravo k prejetim odgovorom. Če ni razpravljavcev, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil z odgovori na vprašanja in pobude iz 4. redne seje občinskega sveta. Kdo je za? 19 za, soglasno sprejeto.
In prehajamo na 6. točko po današnjem dnevnem redu, in sicer predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška MPIK 4 Ravne, in potem je seveda povezana točka predlog 7. investicijskega programa izgradnja mrežnega podjetniškega inkubatorja Koroška MPIK Ravne 4 Ravne. Prosim za predstavitev te investicijske namere občine strani gospoda Darka Šulerja, vodje projekta na občini. Prosim. Lep pozdrav vsem. Hvala za besedo, gospod župan. V skladu z uredbo o enotni metodologiji za izvedbo investicijske dokumentacije je potrebno za vse investicijske projekte večje od 500 000 evrov brez DDV izdelati dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program. Zato danes, ker je naš projekt vreden nekaj čez milijon, obravnavamo oba dokumenta in bom jaz predstavil oba dokumenta skupaj. Občina Ravne na Koroškem želi v objektu nekdanjega SDK-ja z obnovo vzpostaviti nov mrežni podjetniški inkubator MPIK 4. Do zdaj smo zgradili 3 podjetniške inkubatorje v poslovni coni, vsi 3 so proizvodni, dočim v tem 4. podjetniškem inkubatorju na Prežihovi 7 pa želimo izvesti bolj storitveni podjetniški inkubator. Občina želi v sodelovanju z Koroško gospodarsko zbornico, obrtno zbornico Ravne, z razvojno podjetniškim centrom Slovenj Gradec in pa z regionalno razvojno agencijo z vzpostavitvijo tega inkubatorja vzpostaviti primerno podporno okolje za razvoj podjetništva, malega gospodarstva in pa turizma v občini Ravne na Koroške, kakor tudi v širši koroški regiji. Sam projekt obnove je dokaj celovit in bomo obnavljali severni del objekta od podhoda. To pomeni, če poznate vsi objekt, v sredini tega objekta je podhod, severni del proti cerkvi svetega Egidija je bila nekdanja SDK in tam bomo obnovili vse 3 etaže, pritličje, prvo nadstropje in pa mansardo. Sama obnova za obnovo bomo zamenjali streho objekta, zamenjali bomo sostavbno pohištvo, fasado, notranje obnovili stene predeljne, zamenjali pode, zamenjali vso strojne in elektroinštalacije, obnovili razsvetljavo z bolj varčnimi LED svetilkami, na streho namestili LED panele, kateri bodo, tako da bomo poskušali, da bi bil objekt čim bolj samooskrben. Okolico bomo uredili z dodatno zasaditvijo in eno izmed parkirišč namenili za elektropolnilnico za električne avtomobile. Vrednost projekta je 1 110 200 evrov, sam projekt pa se bi izvajal v 2 letih. V letošnjem letu bomo projekt prijavili in jaz si srčno želim, da bomo uspešni in v primeru, da bomo uspešni, bomo v letošnjem letu izvedli PZI dokumentacijo, pripravili vse potrebno za razpis za javno naročilo, v letu 2024 pa pričeli z obnovo. Vrednost projekta, kot sem rekel, je 1 110 200, od tega je 1 040 000 za samo obnovo, razlika pa je za investicijsko dokumentacijo, tehnično dokumentacijo in pa za strokovni nadzor. Glede virov financiranja moram povedati, da na razpis, ki se prijavljamo, je zelo ugoden za lokalne skupnosti, saj predvideva 100% sofinanciranje, tako da občina pokriva samo vrednost davka na dodano vrednost. Pa še to, s projektom bomo seveda štartali v primeru, da bomo uspešni na razpisu. V primeru, da na razpisu ne uspemo, potem bomo počakali na novo priložnost. Hvala.
Hvala gospodu Šulerju za predstavitev pravzaprav dveh vsebinsko gledano, dveh točk današnjega dnevnega reda. Gre seveda za stopnjo investicijske dokumentacije v skladu za uredbo, ki je omenil. Zato je predlagal, da kar oba odbora poročata o obeh, bi rekel, 6. in 7. točki. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, predsednik gospod Vrhovnik, prosim. Hvala za besedo. Torej, dva sklepa sta bila vezana na ta dva dokumenta. In sicer odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo je obravnaval dokument identifikacije investicijskega projekta in načrt razvojnega programa za projekt mrežni podjetniški inkubator Koroška MPIK4 Ravne na Koroškem ter predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme. In pa še odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo je obravnaval investicijski program in načrt razvojnega programa za projekt mrežni podjetniški inkubator MPIK4 Ravne na Koroškem ter predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme. Hvala. Hvala gospodu Vrhovniku. In pa odbor za proračun in finance, gospod Škratek, predsednik, prosim. Pozdravljeni. Odbor za proračun in finance je obravnaval dokument identifikacije investicijskega projekta in načrt razvojnega programa za projekt mrežni podjetniški inkubator Koroška MPIK4 Ravne na Koroškem ter predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme. In pa drugi sklep. Odbor za proračun in finance je obravnaval investicijski program in načrt razvojnega programa za projekt mrežni podjetniški inkubator Koroška MPIK4 Ravne Koroške ter predlaga občinskemu svetu, da jo sprejme. Hvala gospod Škratek kot predsednik odbora za proračun in finance. S tem odpiram razpravo občinskega sveta. Prosim, gospod Javc. Lep pozdrav. Jaz sem prepričana, da si vsi želimo, da bi bilo takšnih prijav za takšne projekte čim več in zelo pozdravljam to pobudo. To pa iz več razlogov. Eno je, da krepi 3 vsebine oziroma 3 prioritete, ki so zelo pomembne za našo občino in širše za dolino. Prvo je seveda spodbujanje podjetništva, ki lahko omogoči dodatna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo pri nas. Potem revitalizacija neke stavbe, ki je trenutno neuporabna in pa tudi krepitev turizma v naši občini. Tako da s črpanjem EU sredstev lahko dejansko naredimo pomembno razliko za naše občane in tudi širše. Tako da si zelo želim in upam, da bomo uspešni na tem projektu, ker je črpanje evropskih sredstev tudi pomemben proračunski vir, ki nam lahko omogoči dodatna sredstva, k čemur pa seveda stremimo. Naj na tem mestu dodam tudi to, da je prejšnji teden potekala virtualna razprava o razvoju, lokalnem razvoju Mežiške doline, tudi v organizaciji LAS, ki sva se udeležili 2 svetnici, in so se tudi zavzeli za sinergije, torej dopolnjevanje pri črpanju evropskih sredstev na različnih ravneh. In mislim, da je takšen projekt lep primer tega, kako lahko iz vira sredstev iz Evrope počrpamo sredstva tako, da bomo imeli od tega vsi skupaj največ. Tako da srečno in upajmo, da se čim prej spet vidimo z dejanskimi pozitivnimi rezultati. Hvala, gospod Javc. Še kakšna razprava? Če ne, predlagam sklepe. Prijava pa se bo upravila ta petek, 21. april je torej rok za oddajo prijave na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, tako da bo šle te sirene podpore tja potem, po oddani prijavi. Torej, pri točki 6 ima sklep 2 točki. Občinski svet občine na Koroškem sprejema sklep 1. Občinski svet občine na Koroškem potrjuje dokument o identifikaciji investicijskega projekta mrežni podjetniški inkubator Koroška MPIK4 Ravne na Koroškem in načrt razvojnih programov za projekt mrežni podjetniški inkubator Koroška MPIK4 Ravne na Koroškem. Sklep 2. Občinski svet občine na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov teksta dokumenta, ki bi narekovala vloga za sofinanciranje projekta. Kdo je za? In pa potem točka 7 ima podobne 2 točki sklepa in sicer predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejema sklep 1.
Občinski svet občine Ravne na Koroškem potrjuje investicijski program Mrežni podjetniški inkubator Koroška MPIH4 Ravne na Koroškem in načrt razvojnih programov za projekt Mrežni podjetniški inkubator Koroška MPIH4 Ravne na Koroškem. Sklep 2. Občinski svet občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov teksta dokumenta, ki bi narekovala vloga za sofinanciranje projekta. Kdo je za? 19 za. Hvala, oba sklepa sta potrjena. 8. točka dnevnega reda, predlog investicijskega programa JP 850-061 cesta v naselju Tolsti vrh, Rutnikova kapelica Kovtičnik. Prosim za, oziroma ni potrebna predstavitev. Tu gre torej za potrditev investicijskega programa investicije, ki je bila v identičnem obsegu, za identično investicijo potrjena na nivoju torej tako imenovanega DIP-a, dokumenta identifikacije investicijskega projekta, tokrat pa je pred vami torej investicijski program, ki je vrednost presega $500 000. In ker ste najbrž na prejšnji seji to že pretresli, bi prosil krno za poročilo obeh odborov, odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, predsednik gospod Vrhovnik. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo je obravnaval investicijski program JP 850-061 cesta v naselju Tolsti vrh, Rutnikova kapelica Kovtičnik ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala, te še odbor za proračun in finance. Gospod Škratek, predsednik, prosim. Odbor za proračun in finance je obravnaval investicijski program JP 850-061 cesta v naselju Tolsti vrh, Rutnikova kapelica Kovtičnik ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala obema predsednikom odborov. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejema prvič. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme investicijski program JP 850-061 cesta v naselju Tolsti vrh, Rutnikova kapelica Kovtičnik. Drugič, občinski svet občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta. Kdo je za? 18 za. Kdo je proti? Nič proti. Prehajamo na naslednjo točko. Malo hitro je bilo nas dosti. 9. točka dnevnega reda, in sicer predlog odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ravne na Koroškem, prva obravnava. Tu bi najprej prosil za predstavitev torej novega odloka gospoda Tadeja Šlovnika, potem pa bi morda pri obravnavi te točke zaradi davčne, bi rekel, občutljivosti točke, koliko bi razprava svetnikov šla seveda v določene konkretne vprašanja glede zavezancev za NUSZ karkoli, morda zaprli sejo za javnost, ampak potem se lahko še naknadno odloča z vaše strani, če je to smiselno. Torej prosim za predstavitev predloga odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ravne na Koroškem, prvi obravnavi, gospoda Tadeja Šlovnika, prosim. Hvala za besedo. V trenutno veljavnem odloku NUSZ, ki ga je občinski svet sprejel leta 2017, so ohranjeni vsi ključni elementi ureditve nadomestila in izračunavanja njegove višine. Zadnja sprememba je prinesla zgolj nekatere uskladitve s predpisi in tehničnimi priporočili države. V začetku leta 2022 je pristojno ministrstvo skladno s 64. členom zakona o državni upravi izvedlo nadzor nad zakonitostjo veljavnega odloka v NUSZ. Tekom postopka je bila s strani ministrstva podana ocena, da je obstoječi odlok potrebno dodatno uskladiti z veljavnimi predpisi z tega področja. Občina je zato pristopila k predlaganim spremembam in glede na obseg nomotehničnih izzivov pripravila nov odlok, ki dosledno sledi zakonodaji in smernicam ministrstva. Tekom priprave predloga odloka, ki je pred vami, smo ustreznost predlaganih rešitev uskladili tudi s pristojno predstavnico Ministrstva za naravne vire in prostor. Predlog odloka ohranja uveljavljena območja odmere nadomestila, kot lahko vidite na grafiki. Merila za določitev višine nadomestila znotraj teh območij smo oblikovali tako, da se upošteva predvsem komunalno opremljenost, lego in namembnost zemljišč. Točkovanje stavbnih zemljišč skladno z ustavnim načelom enakosti upošteva maksimalno razmerje 1:5 znotraj primerljivih območij in postavk komunalne opremljenosti. Ohranja se tudi določilo trenutno veljavnega odloka za izjemno ugodno lokacijo,
zemljišč pri slednjih se število ugotovljenih točk za odmero NUSZ pomnoži s faktorjem 1,5. Za nezazidana stavbna zemljišča se nadomestilo odmeri, če ima zemljiška parcela urejen dostop do javnega cestnega omrežja in če je zanjo možno izvesti priključke na komunalno opremo. Nadomestilo zavezancem enkrat letno odmeri pristojni finančni urad, ki začne postopek na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje občina. Nadomestilo se odmeri tudi za nelegalno zgrajene objekte. Glede oprostitev plačila, odlok dosledno sledi odločbam Ustavnega sodišča in priporočilom ministrstva. Plačila so oproščeni kupci novih stanovanj in novogradenj za obdobje 5 let od dneva vselitve. Plačila pa so oproščeni še prejemniki denarne socialne pomoči, subvencije, najemnine ali varstvenega dodatka ter zavezanci, ki jih je prizadela elementarna nesreča. Hvala. Hvala Tadeju Šlovniku za to predstavitev, osnovno predstavitev odloka v prvi obravnavi. To je obravnavala Komisija za statut in normativno pravne akte. Prosim predsednika gospoda Breznika za predstavitev. Hvala za besedo. Na komisiji moram reči, da smo kar dobro predelali to vsebino predlaganega odloka in tudi ugotovili eno pomanjkljivost v samem besedilu odloka, ki se nanaša na oprostitev plačila, in sicer v spremnem listu, kot izhaja iz vašega gradiva, je eden izmed razlogov, kot je že tudi prej gospod Šlovnik omenil, subvencija najemnine. No, in besedilu odloka pa je bila ta izpuščena, zato smo po razpravi soglasno sprejeli naslednji sklep z to dopolnitvijo. In sicer Komisija za statut in normativno pravne akte se je seznanila s predlogom odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ravne na Koroškem in ugotavlja, da je predlog pripravljen v skladu z zakonodajo in primeren za obravnavo na seji občinskega sveta s predlagano dopolnitvijo, da se v 19. členu drugem odstavku med naštetimi oprostitvami doda, citiram, subvencija najemnine. Konec citata. Hvala, čeprav razumem, je ta predlog upoštevan strani občinske uprave. To je v bistvu sklejeno z vašo opombo in pa današnjim osnutkom za občinski svet. Hvala obema. Odpiram razpravo občinskega sveta. Gospa Ranc, prosim. Lep pozdrav vsem. Jaz vedno rečem, da ko se sprejema neka zakonodaja ali na državni ali pa na državni ravni ali pa predpisi na lokalni ravni, pravzaprav dostikrat nimamo občutka, kaj določeni bodisi zakonske podlage ali pa podlage občinskih predpisov sabo prinašajo. Najbolj se pravzaprav zavemo še takrat, ko nas se zadeva tiče oziroma nas udari po žepu ali pa moramo zaradi sprejetih določb kakšna ravnanja spremeniti. Zato bi jaz tule prosila za eno tako enostavno razlago, kaj sprejem tega odloka nam občanom prinaša, ali bomo plačevali več, manj, na katerih območjih več, ki morda manj, in pa na kaj naj bodo pozorni lastniki posameznih zemljišč in če lahko že kaj pred samo uveljavitvijo odloka uredijo. Res je, da so predpisi objavljeni, zato da se z njimi seznanimo, sam kljub vsemu pa ocenjujem, da bi bilo prav, da se občane, pa tudi pravne in fizične osebe na krajevno običajen način pač informira, kaj ta sprejem odloka sabo prinaša. Hvala. Hvala, prosim te za kratko razlago. Gospod, če se strinjate takoj zdaj, pred nadaljno razpravo občinskega sveta, bo lažje se vključevati v razpravo, kaj ta odlok prinaša v konkretnem smislu za občane, če sem prav razumel, oziroma tudi najbrž poslovne subjekte. Ampak na kratko, prosim. Okay. Se pravi, primerjalno analizo ste prijeli z gradivom, to je priloga 3, ste lahko videli na Excel tabele so. Zdaj imamo 4 območja, ki so razdeljena na 3, vsako območje na 3 različne dejavnosti, se pravi stanovanjska dejavnost oziroma stanovanjski namen, družbeni in pa poslovne dejavnosti. Zdaj, če pogledamo v prvem območju, ob predpostavki seveda popolne komunalne opremljenosti, zdaj to pač analize nismo mogli na vsakem posameznem upravljati, o predpostavki popolne komunalne opremljenosti pri stanovanjskih objektih v prvem območju pričakujemo, da se bo povečal
povečalo nadomestilo za 3,78%, za družbene dejavnosti se bo pocenilo za 0,40%, za poslovne dejavnosti pa se bo podražilo za 0,06%. V drugem območju se bo za stanovanjske objekte pocenilo za 5,17%, za družbene dejavnosti 1,79% in za poslovne dejavnosti 4,08%, se pravi, v drugem območju se za vse poceni. V tretjem območju se bo za stanovanjske objekte pocenilo za 9,64%, za družbene dejavnosti 18,46% in za poslovne dejavnosti se pa podraži za 12,89%. V četrtem območju se za stanovanjske objekte poceni za 11,58%, za družbene dejavnosti 5,33%, za poslovne dejavnosti pa se v tem delu podraži za 38,23%. Zdaj, razlog za te spremembe je pač to, kar sem že prej omenil, da smo pač mogli upoštevati to merilo, ki je predpisano 1:5, ko določamo pač, koliko se oceni za posamezno območje in za posamezno pač komunalno opremo. Tako da to bi na kratko, lahko pa še bolj podrobno. No. Ja, hvala gospodu Šlovniku za to obrazložitev območij, ki so tudi grafično prikazana, jasno, katero območje, kje je rimsko območje. No. Zdaj je bil opis torej dvigov oziroma znižan odmere te temeljne davčne prihodkov občine. No. Nadaljujemo z razpravo. Če ni več razprave, bi se v prvem odloku oziroma prvi obravnavi zaključil razpravo in predlagal sklep, ki se glasi: Občinski svet občine na Koroškem sprejme odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča občine na Koroškem v prvi obravnavi. Kdo je za? 19 za. Kdo je proti? Ker mislim, da je prisotnih, 19 je prisotnih, pa so vsi bili za. Zdaj, ker ni bilo razen pojasnila, no, bistvenih vsebinskih pripomb in bi besedilo odloka bilo enako kot v prvi obravnavi, lahko predlagam skladu z 81. členom poslovnika, da se prva in druga obravnava združita. Torej, moj predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine na Koroškem ugotavlja, da na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih pripomb in je besedilo odloka v drugi obravnavi enako besedilo odloka v prvi obravnavi, glede na to sprejema sklep, da se prva in druga obravnava predloga odloka združita. Kdo je za? 19 za. Torej, pričenjam z obravnavo odloka v končni drugi obravnavi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Kakšna razprava ni. Torej, predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem sprejme odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ravne na Koroškem. Kdo je za? 18 za. Kdo je proti? Nič proti in je sklep oziroma odlok dokončno potrjen, sklep sprejet in odlok potrjen. Prehajamo na 10. točko dnevnega reda, izhodišča za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in poti v občini Ravne na Koroškem. Tu prosim za predstavitev gospod Jašo Laznik, gre pa za, če lahko sam dodam najprej uvodu, no, gre pa za seveda usmeritev oziroma določitev pomembne kretnice na poti, torej k bodočemu vzdrževanju in pa investicije občinske ceste. O tem je občinski svet že sklepal določene sklepe, tekli so seveda tudi že pogovori med svetniki, danes pa je torej pred vami sta dve ključni odločitvi, torej ali gremo nadaljujemo postopek za podelitev koncesije za celotno omrežje v skladu z odlokom o kategorizaciji in pa seveda usmeritev, da se v to investicijski del te naše poteze prvenstveno oziroma prednostno vključijo odseki, za katere bo urejena ustrezna pravica rekonstrukcije in vzdrževanja. Zato so to z mojega vidika dve pomembni kretnici, kolikor bo ta sprejeti, seveda bomo po teh dveh smereh nadaljevali s predlogom za investicije v ceste. V prihodnih sejah torej sledi ali nabor cest, ki se bi izinvestirale, vzdrževalo bi se torej celotno omrežje in pa seveda sprejem investicijske dokumentacije, kot ste jo prej sprejemali za druge investicije, tako imenovanega DIP-a in IP-a, ter pa seveda vzporedno tudi odloka o
izbiri zasebnega partnerja za podelitev torej te koncesijske javne službe. Tako da ta sklep v bistvu je za moje pojme, no, pa vsebinsko seveda pomembna kretnica na tej naši poti, okolikor bomo seveda po njej nadaljevali. Prosim za predstavitev obeh teh sklepov oziroma točke, gospod Jašo Laznik, prosim. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni z moje strani. V preteklosti je občina Ravne delne in popolne rekonstrukcije cest izvajala prek programov obnov občinskih cest. Sprejeli smo 2 programa od leta 2017 do 2018 in 2019 do 2022. Vere so takrat je predstavljal zgolj lastni proračun in obnove so v bistvu s tem načinom financiranja potekale zelo počasi. Zaradi tega se je občina odločila, da preverimo tudi možnost izvajanja javne gospodarske službe, rednega vzdrževanja občinskih cest in poti na način sklenitve javno-zasebnega partnerstva oziroma s podelitvijo koncesije za izvajanje javne gospodarske službe. Odločili smo se za dobo 15 let. Občina želi koncesijo podeliti za vzdrževanje celotnega območja občine Ravne na Koroškem in hkrati z letnim rednim vzdrževanjem občinskih cest in poti bo koncendent določene odseke tudi popolnoma obnovil. Tu je potrebno tudi poudariti, da obnove ne štejejo v zadolžitev občine in v bistvu ima občina možnost svoj potencial za zadolževanje porabiti za druga bolj pomembna mogoče področja. Nabor odsekov za rekonstrukcije in višina koncesijskih obnov v evrih bo določena v investicijski dokumentaciji, ki jo omenil že gospod župan, v naslednjih korakih priprave na podelitev koncesije in boste s tem tudi seznanjeni. Potrebno je pa tudi upozoriti, da bo občina prednostno obravnavala odseke, kjer bomo imeli urejene pravice vzdrževanja in rekonstrukcije, se pravi, da bomo lahko razpolagali z zemljišči. Zdaj, če malo omenim, kakšne so prednosti sklenitve javno-zasebnega partnerstva kot načina izvajanja gospodarske javne službe, sigurno je najbolj pomembna prednost hitra posodobitev cestnega omrežja v celotni občini in znatno izboljšanje prometne ureditve. S sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva pa bo imel koncendent, torej mi v bistvu vse pogoje za uspešno obvladovanje finančnih, materialnih, organizacijskih in kadrovskih tveganj. Koncendent bo tudi plačeval koncesijsko dajatev, se pravi mi iz proračuna, ki bo pa v bistvu predstavljala odhodek na letni ravni iz proračuna občine Ravne na Koroškem za celotno dobo trajanja koncesijske pogodbe. To dejstvo je pa pomembno seveda tudi za načrtovanje proračuna, ki bo pa za nas v bistvu malo lažje. Odločitev za podelitev koncesije za izvajanje javne gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest in poti pa v bistvu prinaša s seboj tudi eno slabost in sicer vpliva na poslovanje podjetja JKP, ki bo v bistvu s to odločitvijo izgubilo del prihodka. V zadnjih tednih smo skupaj z podjetjem JKP izvajali temeljito analizo možnih posledic zaradi sprememb načina izvajanja gospodarske javne službe in k gradivu ste dobili priloženo tudi mnenje direktorja, ki pa v bistvu ocenjuje v grobem, da poslovanje podjetja ne bo ogroženo, bo pa seveda potrebna manjša mera prestrukturiranja in adaptacije podjetja na nove razmere. Zdaj pa, če samo tako še na grobo povzamem, sistem javno-zasebnega partnerstva se v Sloveniji vedno bolj uveljavlja kot način financiranja in obvladovanja tveganj za izvedbo večjih infrastrukturnih projektov v javnem sektorju. Sploh v situaciji, taki, ko smo zdaj, omejenih proračunskih zmožnosti, pa predstavlja še posebej dobrodošlo obliko financiranja, saj v bistvu investitorju, se pravi nam, ne le da zmanjšuje tveganja, ampak mu tudi omogoča, da se osredotoči na kvalitetno izvedbo storitev oziroma investicij. Hvala. Hvala, gospod Jaši Laznik. 2 odbora sta to obravnavala in sicer odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo. Prosim, predsednik gospod Vrhovnik. Hvala lepa. Ja, odbor je imel kar obsežno razpravo na to temo, na to pa sprejel sklep. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukture je obravnaval izhodišča za izvajanje gospodarske javne službe, rednega vzdrževanja občinskih cest in poti ter predlaga občinskemu svetu, da za nadaljevanje postopka izbere način, ki je razviden iz obravnavanega gradiva. Hvala.
Hvala predsedniku odbora ter še odbor za proračun in finance. Predsednik gospod Škratek, prosim. Tudi na našem odboru smo obravnavali to temo. Ja. Pa odbor za proračun in finance je obravnaval izhodišče za izvajanje gospodarske javne službe, rednega vzdrževanja občinskih cest in poti ter predlaga občinskemu svetu, da za nadaljevanje postopka izbere način, ki je razviden iz obravnavanega gradiva. Hvala predsednik odbora za proračun in finance. Odpiram razpravo občinskega sveta. Prosim, gospod Vrhovnik, kot svetnik. Ja, ponovno hvala lepa za besedo. Odločitev o javno-zasebnem partnerstvu na področju vzdrževanja, torej javnih poti, cest in pa tudi investiranja je seveda zelo pomembnega, rekel, za strategijo upravljanja z javnimi cestami in potmi v naši občini za obdobje naslednjih 15 let. V bistvu že kar nekaj časa se pogovarjamo o tem. Danes je torej formalna odločitev o tem, kakšna naj bodo izhodišča sploh za, rekel, iskanje javno-zasebnega partnerja v tem projektu. Osebno ocenjujem, da je to res pomembna odločitev, ker sicer je možno potem, če bomo uspešni pri iskanju tega partnerja, še dajati dopolnitve, ampak seveda to kar precej komplicira to sodelovanje v prihodnosti. Zato mislim, da so ta izhodišča dobro pripravljena, da lahko torej še temeljito upravimo razpravo, predvsem pa pri naslednjem koraku bo zelo pomembno sodelovanje javnosti, torej predvsem tistih, kjer te poti bi naj potekali oziroma potekajo z vidika pridobivanja lastništva teh zemljišč, da bo to, rekel, pravno urejeno, da se torej lahko te želje, ki jih imamo za naslednjih 15 let, seveda temeljito izpeljejo, tako kot si želimo. Cilj tega javno-zasebnega partnerstva je seveda to, da bi imeli bolje urejene javne ceste in poti, kot jih imamo zdaj, in pa seveda glavno, torej ta finančni vidik, da z našimi javnimi financami pač v tako kratkem obdobju 15 let ne bi zmogli tega, sicer verjetno ne bi razmišljali o tem. Je pa tukaj vprašanje kvalitete in zadovoljstva, ki bo vedno prisotno, ali bomo skozi takšno sodelovanje dobili to, kar pričakujemo. Zato mislim, da v tej fazi, tudi ko bodo ta izhodišča sprejeta, je še vedno zelo dobrodošla neka širša razprava vseh zainteresiranih, kako si dejansko to predstavljamo, ker dejansko bo to z neko pogodbo z tem partnerjem moralo biti temeljito urejeno, kakšno ne bo pluženje, vzdrževanje cest, popravila raznih udarnih jam in podobno, torej da bomo imeli ta pravna razmerja čim bolje urejena, da bomo pač seveda zadovoljni s tem, kar pričakujemo. Pomembna vloga pri odločitvi za to je torej to sporočilo našega javnega komunalnega podjetja, kaj to pomeni za njih, kajti oni so pomemben izvajalec v tem trenutku teh storitev javne službe po zagotovilih, ki smo jih prejeli, torej za samo podjetje to ne bi predstavljalo večjih izzivov, oziroma bodo potrebne neke prilagoditve, na katere pa, kot je zapisano v našem gradivu, imajo odgovore. To je zelo pomembno, ne, ker to je v bistvu prvo podjetje, na katerega se občina pri izvajanju teh komunalnih storitev opira. Mislim, da je za nas svetnike to zelo pomembna informacija, da pač nekako v sodelovanju ali pa v soglasju z našim vodstvom komunalnega podjetja lahko načrtujemo, rekel, to javno-zasebno partnerstvo. Tako da bom rekel, da ta izhodišča podpiram, želim si, da bi imeli kvalitetne javne poti, da bi bili zadovoljni in upam, da če bo prišlo do uspešnega iskanja tega partnerja, ker bo to kar zahteven postopek, da bomo tudi dolgoročno zadovoljni, kajti odločamo se v bistvu za naslednjih 15 let. Hvala. Hvala gospodu Vrhovniku. Nadaljujemo z razpravo pri današnji točki. Gospa Rjavc je bila prej, potem gospod Sedar. Ste bili prej, ja? Ja, hvala lepa. Naj nihče ne misli, da gremo v to z lahkim srcem. Odločitev za
koncesijo ali zadajanje v upravljanje določenega dela nalog, ki jih trenutno izvajamo v okviru občinskih služb ali zavodov v druge roke, je premišljena. In svetniki smo na sestankih z županom o tem govorili že večkrat. Na koncu pa je prevladalo dejstvo, da občina v tem momentu ali tudi v prihodnje najbrž ne bo sposobna nuditi takšne storitve, kot jo lahko zagotovimo, če gremo v to javno-zasebno partnerstvo in kar si naši občani tudi želijo in zaslužijo in k temu tudi pozivajo. Tako da iz tega vidika je to lahko dobra smer, seveda ob upoštevanju nekaterih pogojev, ki so že bili omenjeni strani mojega predhodnika in tudi v gradivu. Namreč moramo zagotoviti, da bomo v razpis in potem v pogodbo vgradili varovalke, da bo to dejansko boljša služba in storitev, kot bi jo lahko zagotovili sami. Moramo še vedno imeti možnost dodajanja ali odvzemanja določenih delov. Ne sme ta nova služba storitev iti na škodo občanov, tudi ne na škodo kakršnih koli določenih delov naše občine, pri čemer mislim tudi na razdelitev na podeželski in mestni del. Ta odločitev mora voditi v izboljšanje razmer in ne sme tudi ogroziti služb, zaposlitev na našem komunalnem podjetju. Če je res, da se z prerazporeditvami in določenimi ukrepi to lahko zagotovi in če bomo zagotovili stabilnost zaposlitev in uspešno zagotavljanje te službe, potem to odločitev podpiramo. Hvala. Hvala, gospod Mojci Rjavc. Gospod Sedar Tomaž, prosim. Lep pozdrav, podpiram ta sklep, imam pa nekaj tehničnih vprašanj. Ali zasebni partner prevzema celotno zimsko službo, se pravi tudi na gozdnih cestah? Kaj bo s priključki do kmetij in hiš na podeželju, predvsem višje ležečih? To mislim na pluženje. Skrbi me tudi, da bodo podeželske ceste postale žrtev mestnih cest, se pravi, da se bo zgradilo prvenstveno ceste v mestu, potem pa bo zmanjkalo sredstev. Zato pravim, da finančne konstrukcije in časovnice morajo biti izdelane ločeno za ceste podeželja in mesta. Zanima me še, kaj bo s protiprašnimi zaščitami in kaj s cestami, ki ne bodo uvrščene v ta program. Hvala. Hvala. Ta vprašanje, ki je gospod Sedar zastavil, so da bojo skrbno, natančno, celostno obravnavana v prihodnjih naših potezah, no, vendar bi mogoče nakazal, kaj bo tam pisalo, no. To, če sem si na hitro 5 napisal, jih 06. Celotna zimska služba je odločena, je, mislim, vključena v to vzdrževanje. Vzdrževanje po zakonu ne loči zimske in letne službe, ampak je to vzdrževanje cest. Torej celota, priključki, ki se danes plužijo, to se bo do predmeta oddaje koncesije razčistilo. Dejstvo je, da plužimo kar nekaj kilometrov v zasebni lasti, plužimo tudi nekaj hišnih priključkov in pravzaprav se bo s to potezo, no, če lahko rečem, ena izmed prednosti te koncesije bo, da se bo naredil red, da se torej ne pluži nekomu 2 km zasebne ceste oziroma hišnega priključka, ampak možno je, da tudi to vključimo in to boste imeli jasno na mizi, ali to vključimo ali ne pri samih nadaljnih potezah o odločitvi koncesije, ampak tega je kar nekaj, no, in to je jasno iz, bi rekel, do metra natančno podatkov o upravljanju zimske službe JKP Ravne. Potem ta dilema podeželske mestne, te dileme ne bom predlagal, da se sploh odpira. Ceste služijo vsem, tako podeželju kot mesto, tudi ljudje z podeželja se vozijo v infrastrukturo na mesto, hodijo v glasbeno šolo, hodijo na Javornik, v šolo, hodijo na Čečovje, skratka tu je ločnica podeželje mesto bila v nekem vmesnem obdobju ustvarjena zaradi ločitve delne koncesije, kjer smo v bistvu, če se spomnite, oziroma ta sklep, ki ga danes, kolikor boste sprejeli, negiramo, smo razmišljali o zgolj koncesiji na podeželje, od tega ta izraz.
izraz. Ravno tako pa so meščani uporabljali podeželske ceste, no, če lahko tako rečem. Tisti, ki imajo stalno bivališče, torej v mesto, se tudi seveda zapeljejo strojno, upam, da pa še kam v Podgoro. Tako da tu jaz ne bom predlagal nekega ločevanja. Protiprašne zaščite so vključene, določeni deli cistišč od 123 km bodo ostali makadamski in na tisti makadamsko bo natančno grafično prikazane protiprašne zaščite, seveda v skladu z B sklepom, druge alineje današnjega sklepa, kjer bo urejeno lastništvo. Finančna konstrukcija bo prikazana, tako da vse te dileme, ko jih gospod Sedar izpostavil, bojo še na več točkah izpostavljene. Odločali boste najmanj 5-krat, 6-krat, če o tem preden, da bomo oddali to koncesijo, tudi ni še čisto jasno, kdo izbere končnega koncesionarja, mislim, da ga celo občinski svet, oziroma ni prepovedano občinskemu svetu, da ga sprejme, no. Ampak če se morda kdo spomne, no, kako smo do zdaj izbirali, kajti seveda zelo odvisno bo od same številke, s katero bo se koncesionar prijavil, če se bo, no. In v tisti številki pravzaprav mislim, da je prav, da odloča na koncu o konkretni firmi, no, ki bo izbrana občinski svet, tako da si lahko na mnogo korakih pravzaprav premislimo, primer, če bi koncesionar želel preveč sredstev za vzdrževanje investicijo, si pač preprosto tega ne bomo mogli privoščiti, no, to bo vse analize razkrile. Tako da danes je v bistvu samo usmeritveni sklep, ki pa je pomembno, ker je kretnica za vaše nadaljne razmišljanje o tem, ali zgradimo torej teh 20 do 25 km cest, pa katerih cest, medtem ko pravila bojo tudi zelo natančna, no, tehnični pravilnik, kdaj se sprosti zimska služba, kaj je udarna jama, koliko centimetrov se smatra, da to so v bistvu zadeve, ki so že premišljene, ki so že v praksi udejanjene, konec koncev to je izvedla sosedna občina Prevale dve leti nazaj in seveda ta dokumentacija pravzaprav je na voljo, no, in tudi že nekaj izkušenj nekaterih občin. Tako da tu bo vsa vprašanja, ki vas bo begala, v katerih pa može res dobro, da začnemo vsi skupaj razmišljati z današnjim dnem, no, in si vsa relevantna vprašanja zastavimo, mi pa smo seveda dolžni dati vse javne odgovore na to. Tako da, toliko z moje strani zaenkrat. No. Še nadaljujemo z razpravo, prosim, gospod Ranc. Morda ta moj predlog še ni glih aktualen za ta trenutek, kljub vsemu pa za v razmislek. Zdaj nabor odsekov cest bo določen v naslednjih korakih in bi na tem mestu sva predlaga, da občinski upravi preverite, ali se lahko morebitni odseki cest, ki so predvideni za rekonstrukcijo v okviru javno-zasebnega partnerstva, lahko financirali iz kakega drugega vira oziroma imajo potencial v kakem drugem viru, kar pomeni, da ni potrebe, da so vključeni v te kilometre JZP-ja in posledično so dajo mesto kakemu drugemu odseku ceste. Hvala. Ja, hvala. Zdaj, mogoče to nisem omenil, no, to me je zdaj gospod Ranc spomnil. Usporedno poteka tudi sprememba odloka kategorizacije občinskih cest. Na tem seznamu, torej cest, za katere opravljamo zimsko službo, mislim, da je tega 25 km in to ni vključeno v zdajšnji odlok, bomo zagotovo vključili med 5 do 10 km novih občinskih cest, kjer bo seveda spet urejeno lastništvo, kajti res gre za zelo strnjena naselja, kjer zdaj že v bistvu pravzaprav vršimo to javno službo, ni pa kategorizirana cesta. Primerna poraba občine se zračuna tudi z dolžine občinskih cest, tako da sporedno teče postopek tudi še pred oddajo koncesije, kajti pomembno je, da je predmet oddaje koncesije jasen in znan nam in koncesionarju, boste imeli še predlog sprememb odloka o kategorizaciji občinskih cest in tam bo seveda tudi veliko kera dilema, ali cesta je občinska, ni občinska, zdaj je mogoče gozdna ali celo to ne, pa živi več kot 5, bi rekel, imamo primere, no, ker so pravzaprav cela naselja zrasla ob gozdnih cestah, pa mislim, da je cajt zrel, da to postane občinska cesta. No. Teda to se bo zdaj vse reševalo, tudi da se bo v bistvu na nek način naredil red, no, tudi s tem odlokom, do poletja oziroma do jeseni nekasneje. Še kakšna razprava pri tem sklepu današnjem, no? Če ni, bo, kot rečeno, te javne razprave še veliko, z veliko deležniki, pa so tam z vami. Predlog sklepa se glasi: prvič, občinski svet občine na Koroškem predlaga županu, da nadaljuje postopek za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest in poti na območju celotne občine Ravne na Koroškem in
da se pri načrtovanju investicijskih obnov pri rekonstrukciji občinskih cest prednostno obravnavajo tisti odseki, za katere ima občina Ravne na Koroškem urejeno ustrezno pravico rekonstrukcije in vzdrževanja. Drugič, s sprejetjem tega sklepa preneha veljati sklep občinskega sveta občine Ravne na Koroškem številka 468 dne 2. marec 2022. Kdo je za? Za, glede na sklepčnost je to soglasno. Zdaj pa prosim, da se nam, oziroma prihajamo k 11. točki dnevnega reda, obravnava poročilo o poslovanju javnih zavodov na ravni občine Ravne na Koroškem. Tu bi jaz prosil, da prevzame vodenje današnje seje podžupan Andrej Javec in pa prosim, če povabite v dvorano, torej vse direktorje javnih zavodov, ki so se odzvali našemu vabilu, nekaj je že tu, no, nekaj pa še pride, pa prosim podžupana za prevzem vodenja predsedovanja seje. Hvala lepa za besedo. Jaz bi za uvodno predstavitev prosil gospoda Damjana Hovnika. Izvolite. Hvala za besedo. Opravil sem analizo javnih zavodov občine Ravne na Koroškem za leto 2022. Pri analizi sem ugotovil, da je 13 javnih zavodov poslovalo s presežkom prihodkov nad odhodki. Kot vsako leto največji presežek je ustvarjala Koroška lekarna v višini 652.488 evrov. Sledi zdravstveni dom Ravne na Koroškem s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 478.777 evrov in zdravstveno-reševalni center Koroške v višini 84.905 evrov. Presežek odhodkov nad prihodki pa je realiziran pri Koroški osrednji knjižnici v višini 7.712 evrov. Skupaj vsi javni zavodi v letu 2022 pa so glede na leto 2021 v skupni višini realizirali manjko presežka prihodkov v višini 586.902 evra. Pri analizi bilanc stanja sem ugotovil, da so zavodi glede na preteklo leto povečali aktivo v višini 919.229 evrov. V gradivu ste dobili analize vseh posameznih javnih zavodov, kjer so bila odstopanja, sem naredil tudi obrazložitve, dobili ste pa tudi komplet bilance vseh zavodov ter poslovna poročila, teda ste si lahko tam tudi bolj podrobno vse ogledali. Hvala. Hvala gospodu Hovniku. Jaz predlagam, da direktorji posameznih letnih poročil posebej ne predstavljate, pač pa odgovorite na vprašanja, morebitna vprašanja, ki jih bodo svetniki postavljali tekom razprave. Ta predlog dokumenta je obravnaval Odbor za proračun in finance. Gospod Škratek, prosim za uvodno predstavitev. Na našem odboru smo obravnali vsa poročila in sprejeli sklep. Odbor za proračun in finance občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročili o poslovanju javnih zavodov na ravni občine Ravne na Koroškem v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022 in ga sprejema. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep, in sicer sklep se zglasi: Občinski svet občine Ravne na Koroškem se seznani s poročilom o poslovanju javnih zavodov na ravni občine Ravne na Koroškem v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022 in ga sprejema. Kdo je za? 17 glasov za, sklep je bil sprejet.
Hvala lepa direktorjem za udeležbo na današnji seji. Prehajam na naslednjo 12. točko, in sicer podaja soglasje k višini dela plače za delovno uspešnost ravnateljem oziroma direktorjem javnih zavodov. Jaz bi uvodoma prosil gospod Majdo Vrhovnik Čas za predstavitev. Prosim. Hvala za besedo, lep pozdrav. Strani svetov javnih zavodov, osnovne šole Prežihovega Oranca, Koroških jeklarjev, Juričevega Drečka, glasbene šole, vrtca Ravne, Ljudske univerze ter Koroškega gasilskega zavoda smo prejeli predloge ocen delovnih uspešnosti za direktorje oziroma ravnatelje ter predlagane višine delovne uspešnosti. Na podlagi zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter na podlagi akta o ustanovitvi višino dela plače za redno delovno uspešnost določi organ pristojen za njihovo imenovanje. Občinski svet kot ustanovitelj oziroma soustanovitelj javnih zavodov na podlagi uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju poda soglasje k višini dela plače za delovno uspešnost, ki so jo določili sveti javnih zavodov. Pri javnih zavodih, katerih ustanovitelj je občina in ni financer zavoda, mora biti podano tudi soglasje pristojnega ministrstva. Direktorjem pripada redna delovna uspešnost v okviru obsega sredstev, ki so za ta namen zagotovljena s kolektivno pogodbo. Sveti javnih zavodov so na podlagi resornih pravilnikov ugotovili delovno uspešnost za leto 2022 in nam posredovali sprejete odločitve. Občinskemu svetu se predlaga, da poda k predlaganim sklepom soglasje. Hvala. Hvala lepa, gospe Vrhovnik Čas, za uvodno predstavitev. Predlog tega dokumenta sta obravnavala Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport. Gospoda Damjana Ziha prosim za poročilo oziroma za podpredsednico gospod Ravnik. Hvala za besedo. Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport se je seznanil s predlaganimi sklepi za delovno uspešnost ravnateljev oziroma direktorjev javnih zavodov in predlaga občinskemu svetu, da k sklepom poda soglasje. Hvala lepa. In pa še odbor za proračun in finance, gospod predsednik Ivan Škratek, izvolite. Tudi na našem odboru smo obravnavali te priloge za delovno uspešnost in sprejeli sklep. Odbor za plan, proračun in finance se je seznanil s sklepom Sveta zavoda osnovne šole Prežihov Oranc, Sveta zavoda osnovne šole Koroški jeklarji, Sveta zavoda osnovne šole Juričevega Drečka, Sveta zavoda glasbene šole, Sveta vrtca Ravne, Sveta Ljudske univerze Ravne na Koroškem in Sveta Koroškega gasilskega zavoda in predlaga občinskemu svetu, da tak sklepu poda soglasje. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospod Zih, izvolite. Pozdravljeni, jaz imam samo eno vprašanje, ki se glasi, kaj se zgodi, če se občinski svet z določenimi predlogi ne strinja. Ali dobijo nagrado za uspešnost ali ne. Samo to. Hvala. Hvala. Jaz bi gospod Vrhovnik Čas prosil za pojasnilo. Zdaj, te ocene predlogov svetov zavodov so že posredovane na ministrstvo. Takega primera, da bi občinski svet ne podal soglasja k uspešnosti, do zdaj še nismo imeli in bi težko rekla, kaj bi v tem primeru ministrstvo kot financer naredil, a bi izplačal ali ne. No, bomo pa podali vprašanje, pa tudi vam na naslednji seji podamo odgovor. Hvala. Hvala lepa. Še izvolite. Gospa Ranc, izvolite.
Ja, mi se zdi, da to vprašanje gospoda Ziha zelo na mesto. Jaz še vedno ocenjujem, da so sveti zavodov tisti, ki določajo delovno uspešnost in je po moji oceni popolnoma nepotrebno, da k temu še občinski svet daje soglasje, zato ker, ne vem, če torej reče ne, jaz mislim, da je še vedno svet zavoda tisti, ki je svoje, kamor je tudi občinski svet poslal predstavnike posameznikov, ki predstavljajo dejansko ustanovitelje, tako da to je to. Hvala lepa. Še odgovor na to vprašanje, gospod Vrovnik. Zdaj, glede na uredbo, ki določa, da mora občinski svet podati soglasje, je opredeljeno v 7. členu, da ukolikor ustanovitelj ne poda v roku 30 dneh soglasja k vlogi za podajo, se šteje, da je soglasje dano. Zdaj pa glede na vloge, ki prihajajo pač različno od svetov zavodov, ne vem, mogoče lahko tudi posledično upoštevamo, da če ni dano, da ne vem, mogoče pravniki bolj, da je to, ja, da je pač. Ja, hvala za pojasnilo. Bi še kdo razpravljal? Če ni več razpravljavcev, predlagam naslednji sklep in sicer Občinski svet občine Ravne na Koroškem daje soglasje k sklepu sveta zavoda osnovne šole Prežihovega Voranca, ki je na 3. seji dne 7.3.23 sprejel, da se ravnateljici za delovno uspešnost nameni 5% osnovne plače v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022, kar znaša 1755,66 evra. Pod točko 2. Občinski svet občine Ravne na Koroškem daje soglasje k sklepu sveta zavoda osnovne šole Koroški Klarji, ki je na 8. seji dne 28.2.2023 sprejel, da se ravnatelju za delovno uspešnost nameni 5% osnovne plače v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022, kar znaša 1825,88 evrov. Občinski svet občine Ravne pod točko 3. Občinski svet občine Ravne na Koroškem daje soglasje k sklepu sveta zavoda osnovne šole Juričevega Drečka, ki je na 5. seji dne 11.4.2023 sprejel, da se ravnateljici za delovno uspešnost nameni 5% osnovne plače v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022, kar znaša 1623,21 evrov. Občinski svet daje soglasje občinski svet Ravne na Koroškem daje soglasje k sklepu sveta zavoda glasbene šole, ki je na 1. seji dne 27.2.2023 sprejel, da se ravnatelju za delovno uspešnost nameni 5% osnovne plače v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022, kar znaša 1825,88 evrov. Točko 5. Občinski svet občine Ravne na Koroškem daje soglasje k sklepu sveta vrtca Ravne, ki je na 2. korespondenčni seji dne 1.3.2023 sprejel, da se ravnateljici za delovno uspešnost nameni 5% osnovne plače v obdobju od 1.1.2022 do 31.12.2022, kar znaša 1825,88 evrov. Po točko 6. Občinski svet občine Ravne na Koroškem daje soglasje k sklepu sveta Ljudske univerze Ravne na Koroškem, ki je na 2. seji dne 23.2.2023 sprejel, da se direktorici dr. Anji Benko za delovno uspešnost nameni 5% osnovne plače v obdobju od 1.1.2022 do 31.8.2022, kar znaša 1112,90 evrov, ter da se vršilcu dolžnosti direktorici Petri Penec za delovno uspešnost nameni 5% osnovne plače v obdobju od 1.9.2022 do 31.12.2022, kar znaša 575,23 evrov. In pa še zadnja točka. Občinski svet občine Ravne na Koroškem daje soglasje k sklepu sveta zavoda Koroškega gasilskega zavoda, ki je na 2. seji dne 27.2.23 potrdil, da direktorju Dejanu Salčniku za obdobje od 1.1.2022 do 31.12.2022 pripada 100% priznana uspešnost pri obeh kriterijih ter izplačilo v višini 5% osnovne plače, kar znaša 1372,09 evra. Kdo je za tak sklep?
Sklep je bil sprejet, oziroma, pardon, je kdo proti? Sklep je bil sprejet. Naslednja 13. točka je obravnava poročilo o poslovanju javnih podjetij v letu 2022. To točko bosta predstavila Miha Horvat, direktor JKP Ravne na Koroškem d.o.o. in pa Meta Tasič Bukovc, direktorica JKP Log d.o.o. Gospod Horvat, beseda je vaša. Hvala za besedo in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Vsi ste prejeli gradivo, letno poročilo je mogoče res malo obširno, zato sem potrudil pa izluščil take najpomembnejše podatke. Se pravi, na dan 31.12.2022 je bilo v podjetju zaposlenih 29 ljudi. V letu 2022 smo ustvarili prihodke v višini cirka 3.240.000 evrov. To je 3% več kot leto predtem. Tudi dodano vrednost na zaposlenega smo povečali za 4% in je znašala v letu 2022 dobrih 38.000 evrov na zaposlenega. Poslovno leto smo zaključili pozitivno z malo manj kot 4.000 evri čistega presežka nad stroški. Podatki kažejo, da iz leta v leto povečujemo realizacijo in kapital podjetja, kar je eden od pokazateljev, da se podjetje razvija in posluje uspešno. Naj povem, da smo še vedno lahko ponosni, da občane oskrbujemo s kvalitetno pitno vodo, kar dokazujejo rezultati vzetih vzorcev. V letu 2022 je bilo vzetih 47 in vsi so bili skladni s pravilnikom o pitni vodi. Enako lahko povem, da so tudi rezultati čistilne naprave dobre in dosegamo nadpovprečni učinek čiščenja odpadne vode v primerjavi s slovenskim povprečjem. Naj pa dam še komentar k poslovnim rezultatom po dejavnostih, ki je prikazan v tabeli 47, čisto na koncu na strani 59. Rezultati potrjujejo, da je bil dvig cen res nujen, saj smo preteklo leto zaključili 110.000 evri minusa na dejavnosti odpadnih vod. Smo pa lansko leto ta minus uspeli pokriti z drugimi dejavnostmi in z upravljanjem tržnih dejavnosti. Moramo pa se zavedati, da smo takšen rezultat dosegli pred letošnjimi podražitvami. Za konec naj še rečem, da se bomo v podjetju še naprej trudili po najboljših močeh, da bomo dosegali še naprej dobre rezultate in ponudili občanom kvalitetno upravljene storitve. Zato bi bilo mogoče z moje strani vse. Hvala za posluh, da smo pa na voljo za vprašanja. Hvala. Hvala lepa gospodu Mihi Horvat, direktor JKP Ravne na Koroškem. Jaz bi prošel za uvodno predstavitev še Meto Tasič Bukovc, direktorico JKP Log. Hvala za besedo, pa lep pozdrav vsem skupaj. Pred vami je revidirano poslovno poročilo JKP Loga za leto 2022. Revidirala ga je revizijska hiša L'Oréal d.o.o., ki je ugotovila skladnost z zakonodajo. Ni dala kakih posebnih priporočil zaradi morebitnih napak, torej jih predvidevamo ni bilo. Obseg poslovanja glede na leto 2021 je bil nekoliko manjši. V letu 2021 smo beležili okrog 2.300.000 prihodkov, v letu 2022 pa 1.800.000 prihodkov. Posledica je seveda v tem, da ste občine 1.4.2021 vzeli ravnanje z odpadki iz podjetja Log in ga prenesli na Kocerod. Vse ostalo je pa približno v enakem obsegu kot v letu 2021. Glede na ta izjem je seveda tudi manjše število zaposlenih. V režiji so ostali 4 delavci, ostalih do 15,5 delavcev pa v proizvodnem delu. Značilnost lanskega leta je, da sta šla 2 delavca v penzijo, eno delavko pa smo zaradi reorganizacije in zmanjšanja stroškov dali na Zavod za zaposlovanje in seveda odpravnina je precej velika. Letos smo končali z negativnim rezultatom in sicer v
višini 37 tisoč evrov, od tega je na strani občine Prevalje približno 22 tisoč, na strani občine Ravne pa okrog 14 tisoč evrov, kar smo pokrivali z zakonskimi rezervami in preteklimi dobički. Morda še nekaj o cenah. Cen javnih storitev v lanskem letu nismo spreminjali, bomo pa podali predloge v letošnjem letu, saj beležimo minus na pogrebni in pokopališki dejavnosti in 24-urni dežurni službi. V letošnjem letu, morda še toliko, da boste vedeli, da v letošnjem letu smo prevzemali v upravljanje čistilno napravo Prevalje, pa začeli smo v lanskem letu z snemanjem kanalizacije s specialnimi kamerami, ki smo jih nabavili, tako da se že kažejo rezultati zdaj v prvih mesecih pozitivnega poslovanja, tako da ne zgleda več tako slabo. Tako da pred sabo imate potem tudi na strani 25 gibanje kapitala po občinah, to se mi zdi še pomembna zadeva, seveda zaradi lanskega slabšega rezultata se je stanje kapitala nekoliko zmanjšalo po občinah, drugače je pa sam bruto prihodek na zaposlenega zelo dober, delali smo v zadnjih dneh primerjave po ostalih komunalnih podjetjih in imamo v bistvu enega izmed najvišjih. Tako da toliko za enkrat, pa hvala lepa za besedo. Hvala lepa za uvodno predstavitev. Ta predlog dokumenta obravnava Odbor za proračun in finance. Jaz bi prosil predsednika Ivana Škratika za poročilo. Tako je že povedal podžupan, smo obravnavali poročilo o poslovanju javnih podjetij v letu 2022 in sprejeli sklep. Odbor za proračune in finance se je seznanil z letnima poročiloma JKP Log d.o.o. in JKP Ravne d.o.o. za leto 2022 in jo predlaga občinskemu svetu v potrditev. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem se seznanil z letnima poročiloma JKP Log d.o.o. in JKP Ravne d.o.o. za leto 2022. Kdo je za? Dvetna za, sklep je bil sprejet. Prehajamo na naslednjo točko. Točka 14. Obravnava poročila o delu medobčinskega inšpekcijskega nadzora v letu 2022. Jaz bi za uvodno predstavitev prosil magistro Jelko Klemenc, vodjo medobčinskega inšpekcijskega nadzora. Izvolite. Lep pozdrav vsem in hvala za besedo. Jaz bom tudi čisto na kratko. Zdaj za tiste, ki nas še ne poznate, ker ste šele začeli, bi morda samo nekaj o organizaciji našega inšpektorata. In sicer deluje od leta 2020 v takem organizacijskem okviru, kot je zdaj, zaposlena smo 2 inšpektorja. Sedež je tukaj na občini, v medobčinski upravi, katere del je naš inšpektorat, medtem ko delo smo pa midva inšpektorja upravljala v lanskem letu v pisarni v Dravogradu, v stavbi občine Dravograd. To je na kratko, a ne o sami organizaciji. Drugače pa morda bi poudarila neko stvar, ki se mi zdi zelo pomembna pri vsaki taki predstavitvi in sicer, da je namen oziroma cilj delovanja inšpekcije vedno varovanje javnega interesa, ne zasebnega. Predvsem javnega, zasebnega, samo v takem okviru, da se ta javni interes potem lahko uresniči. Delamo, oziroma inšpektorji delamo na podlagi 2 postopkov. Prvi je inšpekcijski. Tu bi morda vam povedala to, da inšpekcijski postopek pomeni, da urejujemo zadeve za vnaprej. Se pravi, če nekaj ugotovimo neko nepravilnost, da je nekaj narobe, potem z inšpekcijskim postopkom poskušamo urediti zadevo, da v prihodnosti odpravimo to, kar je pač nepravilno. Drugi postopek je pa prekrškovni postopek, ta pa pomeni, da ne urejujemo, pač pa kaznujemo za nazaj, se pravi, če smo ugotovili, da gre za nek prekršek, je ta prekršek že bil storjen in mi ga pač
potem sankcioniramo. Seveda pa tu ne gre vedno za sankcije, ampak vedno najprej tega zavezanca ali pa kršitelja v obeh teh postopkih obvestimo, kaj je pravzaprav narobe, opozorimo in če zavezanec to uredi, a ne, je zadeva rešena, če pa ne, potem pa seveda se postopek nadaljuje in potem pride tudi do drugih ukrepov. Zdaj za vse občine, če pogledamo 5 občin pokrivamo, a ne, Ravne, Prevalje, Mežica, Črna in pa Dravograd. Če vse pogledamo, ne morem izločiti ene občine, da bi recimo se dogajalo nekaj izjemnega ali pa neko področje obravnavamo samo v eni občini. Približno enako velja za vse, s tem, da je pa res, da v enem letu morda na enem področju malo več v eni občini, v drugem letu pa v drugi, ampak povprečno približno enako. Največji problem so ceste pa odpadki, kar verjetno tudi vi vsi veste. Pri odpadkih recimo je tudi, se pokaže potem bolj pogosto ukrepanje, če izvajamo akcije, te pa delamo in to z Kocerodom, oni nam pomagajo in skupaj poskušamo kolikor toliko urejevati te zadeve, je pa res, da je tega toliko, da ne gre tako hitro, no, in bomo verjetno še kar nekaj časa rabili. Ceste so podoben problem, a ne, vsi vemo, da se ste danes že verjetno tudi obravnavali to, da pač tam, ko se vozimo, pa vidimo nepravilnosti, nam gre vsem, a ne, na živce bi rekli, a ne, in zahtevamo vse, da se uredi. Istočasno se pa dogaja, da mi sami povzročamo na cesti marsikaj, predvsem gre tu za vegetacijo ob cesti, v lanskem letu je bilo tega največ, pa neko, ne vem, da nekdo poškoduje cesto ali sam nekaj naredi na cesti, čeprav on misli, da dobro dela in take podobne zadeve. Tako da v vseh občinah približno enako, druga področja so seveda tudi vsa vedno aktualna, ampak je pa res manj primerov na drugih področjih. Zdaj, če pa pogledamo samo občino Ravne, je pa primer podoben, če ste prebrali poročilo, ste videli, tako da jaz danes ne bi o številkah še posebej, ampak ceste so najbolj pogosto področje, odpadki pa takoj za cestami. Vse ostalo je v manjšem obsegu, se sproti rešuje. Moram reči, da tudi občani so dokaj razumni, vedno se pa najde nekdo, ko seveda misli malo drugače, pa mi in takem primeru pač ukrepamo. Tako da, to bi jaz za enkrat, zdaj, če imate kakšno vprašanje, ni problema, vse povem, drugače pa vse zapisano v poročilu. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo, gospod Damjan Zih se je prijavil, izvolite. Dober dan. Jaz bi sam vprašal gospo, glede na to, ali kolikokrat ali pa rečemo na leto ukrepate, ali je tudi kje zapisano, kako morajo spravitelji lesa ali bilo kakšni gradbeni delavci, bilo kdo počistiti cesto za sabo in ali so za to predvidene kakšne sankcije in če so, približno koliko jih je recimo na eno leto. Zato ker jaz ogromno vidim tega, ko nekdo dela nekaj, a ne pa to navozijo na cesto, ampak malo kdo pa pospravi za sabo. A je to kakšen zakon, a je to kakšen pravilnik in če je, a jih tudi sankcionirate. Hvala. Nisem prej omenil, morda bi bo prav, da povem, da mi delamo po pooblastilu, ki je določeno v odlokih in v zakonih ter podzakonskih aktih, kar pomeni, da vse, kar mi naredimo, delamo na podlagi tega, da nas odlok ali zakon pooblašča, da lahko to naredimo. In tak primer je tudi spravilo lesa, je veliko problemov tudi s tem zvezi. Odlok o cestah občine Ravne to vsebuje in zakon o cestah to vsebuje. To je prekršek, točno se ve, da nihče ne sme na cesto posegati, vsak rabi dovoljenje, tudi to piše, a ne v odloku.
Vsa leta opozarjamo na te primere, že to ni nekaj novega, ne, to se skozi dogaja, vse je pa opredeljeno kot prekršek. Zdaj, če gremo najprej v inšpekcijski postopek v takem primeru, a ne, pa mora tisti, ki to dela, odstrani tisto, kar je tam pusto, čisti cesto in tak naprej. Če pa istočasno pa vodimo prekrškovni postopek, kar pomeni, da je on tudi nekaj narobe naredil, a ne, če se to seveda ugotovi in dokaže in v takem primeru je odzadaj sankcija. Zakon o cestah je za onesnaženje ceste, prejšnji zakon predvideval kazen 1000 evrov, vendar se je ta z novim zakonom zmanjšala, tako da zakon določa 500 evrov kazni za onesnaženje ceste, kar se v takem primeru dogaja. Če bi jo pa še poškoduje zraven, pa postopek teče na tak način, da gre za stek prekrškov in potem je tega še več. Hvala za pojasnilo. Bi še kdo razpravljal, gospod Mojca Rjavec, izvolite. Ja, najlepša hvala. Tudi poročilo je kar zanimivo. Vi ste omenili, da je to pereče področje odlaganja odpadkov v vseh občinah enako problematično. Vendar se mi zdi, da iz poročila izhaja, da je mogoče pri nas pa še malo bolj. In to smo opazili tudi svetniki, zato se intenzivno posvečamo temu. Upam, da bomo v naslednjih mesecih skupaj z županom in občinsko upravo tudi našli kako rešitev, ker mislim, da je inšpekcijski nadzor pa vendarle tista zadnja možnost, kateri se lahko zatečemo in moramo pravzaprav spodbujati predvsem preventivno ukrepanje in pa ozaveščanje. Tako da tu mislim, da tudi skupaj z KC-rodom iščemo rešitev za obravnavanje in končno odpravo tega problema, ki je res vsako leto hujši v naši občini in se svetniki tega tudi zelo dobro zavedamo. Hvala. Hvala lepa. Bi še kdo razpravljal? Izvolite. Če ne, predlagam naslednji sklep in sicer občinski svet občine Ravne na Koroškem se seznanil s poročilom o delu medobčinskega inšpekcijskega nadzora za leto 2022. Kdo je za? 18 za, sklep je bil sprejet. Naslednja točka, 15. točka, je obravnava poročilo o aktivnostih v okviru projektov certifikati občine v letu 2022. Pod točko 15.1 obravnavamo poročilo o aktivnostih v okviru projekta Starosti prijazna občina za leto 2022. Jaz bi prosil gospod Darjo Čepin, da poda uvodno predstavitev. Izvolite. Hvala. V letu 2012 smo prejeli certifikat, da smo starejšim prijazno mesto in od takrat dalje na osnovi sprejete strategije izvajamo različne ukrepe in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja starejših občanov v naši občini. Aktivno deluje 18-članski občinski odbor mestnih seniorjev in seniork, ki je sestavljen iz uglednih starejših občanov iz vseh ožjih delov lokalne skupnosti. Naloga mestnih seniorjev je, da dajejo predloge in pobude občinski upravi za izboljšanje kvalitete življenja starejših na območju občine. Izpostavila bi mogoče nekaj aktivnosti in ukrepov, ki smo jih izvedli v letu 2022. Izvedena je bila zamenjava posameznih dotrajanih klopi in košev na različnih območjih občine ter postavljanje nekaj novih. Namestili smo varnostno ograjo na območju stopnic, ki vodijo od Interdiskonta proti Čičovju v smeri proti blokom, tista bližnica. Sofinancirali smo pomoč na domu, aktivno smo izvajali projekt brezplačni prevozi za starejše in invalide, Prostofer. Prav tako smo tudi izvajali projekt e-oskrbo, v okviru katere subvencioniramo stroške naročnine za opremo, ki omogoča starostnikom povezavo in klic za pomoč v primeru slabosti, padca in podobno. Nadaljevali smo z izvajanjem programa Mladi za starejše, v katerega je bilo vključenih 14 starejših občanov in 14 dijakov in dijakinj iz gimnazije in srednje šole Ravne. Nadaljevali smo tudi z brezplačno uporabo zimskega bazena za starejše od starosti 60 let dalje. Povprečno število starejših občanov, ki je redno obiskovalo bazen, je bilo med 15 in 20.
Prav tako naš občinski pravilnik o dodeljevanju denarnih pomoči določa višji cenzus za upokojence, kar omogoča tudi večjemu številu upokojencev z nizko pokojnino, da pridobijo denarno pomoč in pomoč pri plačilu komunalnih storitev enkrat oziroma tudi dvakrat v letu. Na takšen način je denarno pomoč v letu 2022 prijelo 107 upokojencev z nizko pokojnino. Zelo veliko vlogo tega projekta Starosti prijazno mesto izvaja tudi Koroški medgeneracijski center, ki je bil tudi ustanovljen v okviru tega projekta in je tudi v lanskem letu izvajal številne projekte in programe. Potem tudi naš projekt razdeljevanja viškov hrane socialnim ogroženim občanom, ki ga tudi izvaja Koroški medgeneracijski center za nas. Tudi tam je veliko starejših občanov, ki je upravičenih do te hrane, do teh viškov hrane in starejšim in pa tudi invalidom pa tudi to hrano odpeljemo na dom. Še več podrobnosti pa je v bistvu v poročilu, ki je bilo v prilogi. Hvala. Hvala lepa. Predlog dokumenta obravnava Odbor za zdravstvo in socialno varstvo. Predsednico magistro Marijano Kamnik prosim za poročilo. Hvala za besedo. Torej, naš odbor za zdravstvo in socialno varstvo je obravnaval predstavljeno poročilo v okviru strategije starosti prijazna občina in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep, in sicer Občinski svet občine Ravne na Koroškem potrjuje poročilo o izvajanju strategije za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti v občini Ravne na Koroškem za leto 2022. Kdo je za? 7 za, sklep je bil sprejet. Po točko 15.2 poročilo o aktivnostih v okviru projekta Občina po meri invalidov za leto 2022. Jaz bi gospod Darjo Čepin prosil za uvodno predstavitev. Gre za podoben projekt, kjer pa smo listino Občina po meri invalidov prejeli leto dni kasneje, in sicer v letu 2013. Prav tako od takrat dalje na osnovi sprejetega programa izvajamo različne ukrepe in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja invalidov v naši občini. V letu 2022 smo izvedli javni razpis za nakup invalidskih pripomočkov in naprav ter prilagoditev bivalnih prostorov ter na ta način namenili sredstva za pomoč pri nakupu elektronskih premičnih urad za dostop do dvigala v 2 stanovanjskih blokih, v katerih živijo invalidne in starejše osebe, ter sofinancirali nakup potrebne manjše opreme prav tako invalidnim osebam. Odpravili smo tudi nekaj manjših arhitektonskih ovir na območju javnih poti v občini. Izvedena so bila izobraževalna predavanja, še vedno vozim, vendar ne hodim. Predavanja je izvedel Zavod za inovativno izobraževanje v varni vožnji. Predavatelji so bili invalidi, ki so bili žrtve prometnih nesreč. Predavanj so se udeležili dijaki drugih letnikov gimnazije in srednje šole ter učenci 9. razreda osnovne šole Prežihovega Voranca. Osnovna šola Koroških jeklarjev bo predavanja izvedla v letošnjem letu. Poleg teh navedenih ukrepov pa je seveda bilo še izvedenih več drugih manjših aktivnosti, ki jih izvajajo tudi naši javni zavodi in pa društva in so tudi podrobno opisani v poročilu. V letu 2022 se je kot vsa leta poprej tudi redno sestajal Svet za invalide, ki sproti spremlja izvajanje ukrepov in skrbi za realizacijo sklepov pod vodstvom predsednika gospoda Aljaža Vrhovnika. Hvala. Hvala lepa. Predlog dokumenta obravnava Odbor za zdravstvo in socialno varstvo. Predsednico magistro Marijano Kamnik prosim za poročilo. Odbor za zdravstvo in socialno varstvo je obravnaval tudi to poročilo, torej v okviru strategije invalidom prijazna občina in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep. In sicer Občinski svet občine Ravne na Koroškem potrjuje poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v občini Ravne na Koroškem za leto 2022. Kdo je za? 7
17 za, sklep je bil sprejet. Po točko 15.3 obravnavamo poročilo o aktivnostih v okviru Mladim prijazna občina za leto 2022. Uvodno predstavitev bo podala gospa magistra Marija Vrhovnik Čas. Izvolite. Hvala lepa. Komisija za mladinska vprašanja občine Ravne na Koroškem v skladu s strategijo za mlade skrbi za izvajanje ukrepov in realizacijo projektov mladih na Ravnah. Iz poročila je razvidno izvajanje teh, prav tako je razvidno, da je finančno spodbudo pri reševanju stanovanjske problematike prejelo 12 prosilcev. Mladi so v lanskem letu po covidu ponovno pričeli bolj pogosto organizirati razne dogodke, da pa se je Komisija za mladinska vprašanja v letu 2022 ni fizično sestala in da je njen cilj, da prične aktivne delovati, je bilo dejano strani predsednika. Predlagano poročilo je obravnavala komisija korespondenčno, ter ga tudi potrdila. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep, in sicer Občinski svet občine Ravne na Koroškem potrjuje poročilo o izvajanju ukrepov strategije za mlade občine Ravne na Koroškem v letu 2022. Kdo je za? 17 za, sklep je bil sprejet. Prehajamo k 16. točki, in sicer sklep vključitev javnih zavodov z področja vzgoje in izobraževanja v projekt Karavanke UNESCO globalni geopark. Gospod Čepin, prosim za uvodno predstavitev. Geopark Karavanke poskuša v okviru svojih zastavljenih ciljev okrepiti že uveljavljene šolske in otroške programe z namenom, da bi se otroci z območja Geopark Karavanke bolj zavedali domačih posebnosti in da bi iz tega pridobljene priložnosti tudi uporabljali. Bistveno je, da otroci že v vrtcu na igriv način spoznajo teme geoparka. V središče mora biti postavljeno odkrivanje, izkušnje in razumevanje domače geologije in narave, gibanje v naravi, rekreacija in šport, kot tudi spodbujanje sosednjega jezika ter spoznavanje bližnjih sosedov v Avstriji. Geopark izobraževalni centri omogočajo neprekinjenost geopark vsebin od vrtcev do šol na eni lokaciji. Občina je k sodelovanju povabila vse 3 osnovne šole in vrtec. Prijeli smo sklepe svetov zavodov, ki podpirajo vključitev vseh 3 osnovnih šol in vrtca v projekt Karavanke UNESCO globalni geopark. Za sodelovanje v projektu je potrebno izpolnjevanje kriterijev, med katerimi pa so tudi sprejeti sklepi svetov zavodov, šol in vrtca in pa sklep občinskega sveta. Hvala. Hvala lepa. Predlog dokumenta obravnava odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport. Gospa podpredsednica Katja Vravnik, izvolite. Odbor je razpravljal o vključitvi v projekt in pozitivno sprejemamo vključitev in smo sprejeli sklep. Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport se je seznanil s projektom Karavanke UNESCO globalni geopark in predlaga občinskemu svetu občine Ravne na Koroškem, da poda soglasje k vključitvi osnovne šole Prežihovega Voranca, osnovne šole Koroški Jeklarji, osnovne šole Juričevega Drečka in vrtca Ravne na Koroškem v projekt Karavanke UNESCO globalni geopark izobraževalni centri. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep, in sicer Občinski svet občine Ravne na Koroškem daje soglasje k vključitvi osnovne šole Prežihovega Voranca, osnovne šole Koroški Jeklarji, osnovne šole Juričevega Drečka in vrtca Ravne na Koroškem v projekt Karavanke UNESCO globalni geopark izobraževalni centri. Kdo je za? 8 za, sklep je bil sprejet. Pod 17. točko obravnavamo seznanitev s pobudo za mestna središča Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Predlog dokumenta je obravnaval, uvodno predstavitev podaja Janja Širnik. Izvolite. Hvala za besedo.
Občina Ravne na Koroškem je podpisala pristopno izjavo k Združenju zgodovinskih mest Slovenije v februarju 2022. Sprejeti smo bili na seji 19. oktobra leta 2022. Danes združenje pravzaprav vključuje 21 mest v Republiki Sloveniji, tistih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik. O združenju pa le še besedo, da je nastalo na Ptuju leta 2001 z namenom ohranjanja in spodbujanja življenja v starih mestnih jedrih, hkrati pa ohranjanje skrbi za kulturno dediščino Slovenije. Ponudba kulturne dediščine Slovenije, predvsem v mestih in okolici, je zelo bogata, vendar, kot ugotavljamo in ko smo prepričani tudi na lastnem terenu, ni ustrezno in zadostno obnovljena, ni programsko razvita, ni povezana s turističnim gospodarstvom. Pojavlja se izziv ustreznega, celostnega in multidisciplinarnega načrtovanja. Prav tako zaznavamo pomanjkanje oblikovane ustrezne, celostne in medresorsko usklajene politike na nacionalni ravni, predvsem na področju spodbujanja in reguliranja prenov in vzdrževanja objektov, tudi tistih v zasebni lasti. Kulturna dediščina, še posebej ta v mestnih središčih, pa ravno z novo strategijo slovenskega turizma predstavlja naš velik razvojni potencial, saj je produkt zgodovinska mesta in kultura eden od 4 nosilnih stebrov slovenskega turizma. Občine za obnovo in ureditev mestnih središč razvojnega preboja mest in navedenega ne zmoremo, zato je bilo na Združenju zgodovinskih mest predlagano, da združimo moči in skušamo spodbuditi nujno potrebno pomoč in ukrepanje države, in sicer na način, da pobuda za zgodovinska mesta v 4 sklepih na kratko predvideva spodbuditi k medresorskem pristopu pristojne inštitucije, k imenovanju medresorske delovne skupine v sestavi pristojnih ministrstev in interesnih skupnosti občin, pobudi k ustanovitvi razvojnega nepremičninskega sklada za razvoj in kakovostno upravljanje zgodovinskih mestnih središč na nacionalni ravni in ustanovitev razvojnih nepremičninskih skladov za mestna središča na lokalni ravni. Toliko na kratko. Hvala lepa. Predlog dokumenta obravnava Odbor za vzgojo, izobraževanje in kulturo in šport. Gospa podpredsednica Katja Vravnik, izvolite. Hvala za besedo. Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport se je seznanil s pobudo za mestna središča Združenja zgodovinskih mest Slovenije in predlaga občinskemu svetu, da sprejme vse 4 predlagane sklepe. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Gospa Mojca Rjavc, izvolite. Hvala. Nisem bila presrečena, ko sem med gradivi videla to pobudo. Nekako jo poznam že iz svojega delovanja v kabinetu ministra za delo in jo zelo podpiram. Pa ne samo zato, ker verjamem, da je Ravne eno izmed zgodovinskih mest, če tudi ga morda včasih na prvo žogo kdo ne bi prištel mednje. Ampak zato, ker je takšno povezovanje med mesti ali različnimi deležniki vedno predpogoj za večji uspeh pri pridobivanju sredstev, pri prepoznavnosti, pri nenazadnje ustvarjanju novih razvojnih možnosti in delovnih mest. Tako da zelo podpiram to pobudo in upam, da bo to pot do že omenjenih zaposlitev in stanovanj, morda, ki jih potrebujemo pri nas, pa tudi, da bomo na ta način počrpali še več evropskih sredstev. V naši občini še vedno beležimo izseljevanje mladih in izobraženih, tako da upam, da bomo tudi na ta način uspeli koga več zadržati tukaj. Ta pobuda ima mojo podporo. Hvala lepa. Gospa Šimenc, izvolite. Vsem lep pozdrav. Malo čudno govorim, ker pač me ima zobozdravnik v delu. Jaz se pa ne strinjam. Ravne so šele od 52. leta naprej. Edina dva smo tu, vsi ste mlajši, ko smo bila že v Gučtanu, ali pa Gočtan, ali Guštan. In večno, že desetletje in še več, govorim, da bi bilo potrebno na Ravnah nekje obeležiti tudi to staro ime Gočtana. Če se bi le dal o tem
malo kaj razmisliti, ravne pa šele. Hvala lepa. Bi še kdo razpravljal? Če ni razpravljavcev, bi jaz predlagal sprejem teh 4 sklepov, zdaj jih ne bi bral, no, glede na to, da so na celem listu papirja. Tako da glasujemo o vseh 4 sklepih hkrati. Kdo je za vse te 4 sklepe? 17 za, vsi ti sklepi so torej bili sprejeti. Pod točko 18 so premoženjsko-pravne zadeve, točka 18.1, predlog za ukinitev javnega dobra v KO Tolsti vrh. Jaz bi za uvodno predstavitev prosil gospod magistro Vlasto Kupljen, direktorico upravne oziroma občinske uprave. Izvolite. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Zemljiška parcela številka 1139/7 KO Tolsti vrh po katastrskih podatkih predstavlja javno dobro, ki se kot tako ne uporablja več in tako tudi ne izpolnjuje pogojev, zaradi katerih je bil ta status zadeljen. Dejansko v naravi danes predstavlja nepremičnina del zelenih površin. Skice vidite, tu gre za parcelo ob cesti v naselju Strojinska reka. Z ukinitvijo statusa javnega dobra bomo uredili zemljiško-knjižno stanje stvarnega premoženja občine, se pravi, zemljišče bo prišlo v last občine Ravne na Koroškem, potem pa bo se izvedla odmera in objavil poziv za sklenitev neposredne pogodbe. Interes pač je iz strani lastnikov sosednjih zemljišč oziroma stanovanjskih objektov, da ta parceli pridete v njihovo last. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog dokumenta je obravnaval Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo. Predsednik Aljaž Vrhovnik, prosim za poročilo. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo se je seznanil s sklepom, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiški parceli številke 1139/7 KO 878 Tolsti vrh ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep. Na zemljiški parceli številke 1139/7 KO 878 Tolsti vrh se ukine status javnega dobra in pripiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 8 glasov za, sklep je bil sprejet. Pod točko 18.2 je ukinitev javnega dobra na zemljiški parceli številka 392/1 KO 896 Kotlje. Gospa magistra Kupljen, izvolite. Hvala lepa. Zemljiška parcela številka 392/1 KO 896 Kotlje v izmeri 8 kvadratnih metrov po katastrskih podatkih predstavlja javno dobro, ki se prav tako kot tako ne uporablja več in ne izpolnjuje pogojev, zaradi katerih je bil status dodeljen. Dejansko v naravi ta pas zemljišča predstavlja del funkcionalnega zemljišča k stavbi. Z ukinitvijo statusa javnega dobra bomo uredili zemljiško-knjižno stanje stvarnega premoženja občine, bomo pa tudi potem naredili menjavo zemljišča z sosednjim zemljiščem, se pravi tistega lastnika ob tej parceli in tako uredili tudi zemljiško-knjižno stanje za cesto. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog dokumenta je obravnaval Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo. Predsednik Aljaž Vrhovnik, prosim za poročilo. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo se je seznanil s sklepom, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiški parceli številka 392/1 KO 896 Kotlje ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep. Na zemljiški parceli številka 392/1 KO Kotlje se ukine status javnega dobra in pripiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 19 za, sklep je bil sprejet. Pod točko 18.3 je ukinitev javnega dobra na zemljiški parceli številka 1227/3 KO 882 Ravne. Gospod Kupljen, prosim za uvodno predstavitev. Hvala še enkrat. Tudi zemljiška parcela številka 1227/3 KO Ravne v izmeri 5 kvadratnih metrov ki po katastrskih podatkih predstavlja javno dobro, se dejansko kot tako ne uporablja več in ne izpolnjuje pogojev, zaradi katerih je bil ta status dodeljen.
Dejansko v naravi nepremičnina predstavlja del zaključene gradbene parcele, gre za zemljišče v naselju Šanse in teh 5 kvadratnih metrov javnega dobra leži med lastniki zasebnih parcel in v bistvu je bilo tudi z njihove strani izražen interes po nakupu te parcele. Hvala lepa. Hvala. Predlog dokumenta je obravnaval Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo. Predsednik Aljaž Vrhovnik, prosim. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo se je seznanil s sklepom, s katerim se ukine status javnega dobra na zemljiški parceli številka 1227/3 KO 882 Ravne ter predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Odpiram razpravo. Če ni razprave, predlagam naslednji sklep. Na zemljiški parceli številka 1227/3 KO Ravne se ukine status javnega dobra in pripiše lastninska pravica v korist občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 19 za, sklep je bil sprejet. Prehajamo k zadnji 19. točki današnje seje, predlogi in pobude članov občinskega sveta. Izvolite. Gospod Štriker, gospod Breznik, Sedar. Hvala podžupanu za besedo. Na odboru za gospodarstvo sem izpostavil Ivečko jezero. Vsi vemo, da Ivečko jezero nima več najemnika in bi podal pobudo, da bi občina oziroma ZKŠTM vzel Ivečko jezero dolgoročno v najem, da nam ne bo ta biser koroški propadel. Druga pobuda oziroma opozorilo vsem svetnikom. Vsi smo imeli v predvolilnem programu zapisano, da bomo fasirali optiko v Ravnah, obrne se je en krajan, gospod Uranker iz Kotl, pa tudi iz Brdin, pa iz Trga. In jih vse zanima, da bojo dejansko dobili to optiko. Hvala za besedo. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji prijavljeni je gospod Breznik, izvolite. Hvala za besedo. Moja pobuda pa se dejansko navezuje že na eno pobudo, ki je bila dana na eni izmed prejšnjih sej, in sicer se nanaša na obnovo dela Brvi, ki je v leseni izvedbi na pešpoti na Brdinjah, tam pri avtobusni postaji. Jaz sem zelo vesel, da smo v času sprejemanja proračuna našli proračunska sredstva za to obnovo, da smo jih tudi namenili. Mislim, da če moj spomin prav deluje, okrog 5000 evrov, pa zadeva še ni bila, še ni bila sanirana. No, in so me številni občani upozorili, da so tiste deske, ki so prečno položene čez to brv, res v zelo, zelo slabem stanju. In so dejansko že nevarne tako za pešce, razne vozičke in ostale udeležence v prometu. In bi res apeliral še enkrat, no, da se k reševanju te zadeve pristopi urgentno in da se uredi ta zadeva čim prej. Bi pa mogoče v tej luči še predlagal dodatno, če je seveda to možnost, predvsem z tehničnega vidika, da mogoče te službe, ki bojo to delali, proučijo, je možno, da na tem mestu izvedemo na mesto lesene variante preplastitev z asfaltom, ne, ker to pomeni, da bi dolgoročno rešili to težavo in se v prihodnosti s tem več ne bomo srečevali. Pa mislim, da tudi finančni zalogaj ne bi bil takole, ker tista površina je zelo mala. No. Hvala. Hvala lepa. Naslednji prijavljen gospod Sedar, izvolite. Hvala za besedo. Zanima me, kako je z nadaljevanjem izgradnje peš poti Kotlje-Dular, čez kaki projekti oziroma karkoli. Na tej isti peš poti je pri mostu pri parceli 772/1 KO 897 pod gora na drugi strani ceste steza skozi gosti smeri naselja Kotelj. Občani, ki uporabljajo to stezo, potem hodijo ob cesti do odcepa proti kmetiji, nad se z njih, da pride do peš poti. Zanima me, ali je možno pri mostu narediti prihod skozi varovalno ograjo. Hvala. Hvala lepa. Gospod Zih.
Jaz bi podal eno misel, pa še eno vprašanje. Prvo, zelo sem vesel, res, neizredno sem vesel, ko sem prej poslušal poročilo, kako imamo mi uspešne javne zavode. Vsi direktorji so nagrajeni in se res, zelo se veselim tega. Je pa pole še eno vprašanje, tam je bolj, so bile številke, ker sem jaz gledal, vse bolj slabo vidim, ampak nivo, a je to bruto ali je neto? Pa bi mi to odgovorili, pa še enkrat pohvala vsem zavodom, pa vsem svetom zavodov, da imamo tako uspešno poslovanje. Hvala, gre za bruto zneske, ampak vseeno bomo odgovorili še v pisni obliki. Gospod Šimenc, izvolite. Ker sem tudi predsednica četrtne skupnosti Dobjava, smo včeraj imeli sestanek in nas zanima, kdo je dal podred ta drevesa ob drevoredu v knjižnico, pa če so jih že podrli, ker so bila zdrava, no eno je bilo bolnoreten. Kdo bo to počistil odzadaj? To se pa zdaj že par mesecev vleče, svinjarija je pa še kaj na bregu. Hvala. Hvala lepa. Še kakšen predlog ali pobuda? Če ni, zaključujem sejo. Hvala za udeležbo.